Draga družba, en lep pozdrav, dobrodošli spet na kanalu Lunca Films. Tole danes je spet ena posebna zgodba, ki se odvija na divje. Stvar je taka, približujem se otoku Zečevo. Zečevo je otok, ki leži med celino hrvaške obale in pa otokom Krk. Hrvaška je res toliko ena prečudovita država, toliko ima enih lepih kotičkov, da je to nekaj neverjetnega, res. Stvar je pa zdaj taka, da naredim en hitri povzetek zgodbe. Stvar je taka, naredil sem pot, vmes bom prespal in prvi dan se začenja s prvim, recimo jutranjim ribolovom podvodnim, da se malo potopim in da preplavam cel ta otok, se pravi, da gremo okrog in okrog otoka, da vidim, koliko je kaj riba aktivna, če se bo karkoli najdel, ker danes bi čist sedel, narediti eno tako pravo ribljo večerjo, ker iskreno imam s sabo sam bolj take preparate, da bom bolj hujšel, ker se je rodil, tako da treba bolj, se pravi, sadje pa te stvari, veš, to je čist to, da me ohranja pri življenju, riba me bo pa dvignila, tako da zgodba teče pol naprej. Ne bom vam vsega povedal, ampak pot me bo napotila proti golemu otoku ponovno. Tako da ostan na kanalu, pa ne odhaji nikamor, ker bo še zanimiv. Evo, se že sliši lepo, kako galebi čivkajo tamle, pa se oglašajo. Evo, jaz sem pa že zastavil Dajversko gor. Mečken veter piha, upam, da me dobro slišite. Takole, voda se je ohladila, se pravi, iz prijetnih 25 stopinj je padla na 21. Pomeni pa to, da če gledaš v sredini Velebitskega kanala, je nekje 25 še direkt tukaj, ker so pa že blizu, zdaj smo že na špici skoraj tamle, ne malih vrat, ampak na špici Krka, tukaj je pa voda 21 stopinj. Tako da zanimiv, kakšna razlika, pa sploh ni neke hude razdalje. Tukaj se zgleda toliko bolj višja voda. V glavnem, zdaj stvar je taka, vržem se pravi samo neopren v vodo, v vodi se oblečem, fantastika, ne rabiš nobenega slipija polet, ne rabiš nič, vržeš noter, se oblečeš v vodi in piči. Koliko sem čakal ta poletje, no. Koliko sem čakal ta poletje. Pa to je zgodba, no. V glavnem, poglej, otok Zečevo. Nisem ga še v bistvu nikoli preplavil celega. Danes bo ta dan, zdaj le sam še preverim s sidrom na hiter. Zagrabil je, čutil sem ga, moram pa zdaj glede na to, da bo mene 2 ure iz čovna, po moje neke dobre 2 ure. Moram biti pa zihar, ne. Tako da bom sedaj lepo to podolga še lepo založim, če bo pač treba, ali pa zakajlam. Potem pa sam še v vodo, pa se oblečem, pa tako naprej, ne. Evo, zgodba je teku. Prav hudo mi je, evo, danes imam en solo adventure day, ampak draga družba, tako kot sem že v večini videoju rekel, lahko se pridružite, delamo lahko zgodbe skupaj, gremo na eno take divje destinacije, sledite na kanal Lunca Films oziroma na Fotozalaznik Instagram, tam se bo, bom rekel, bolj te na storijih, pa to boste videli, kdaj so te termini, pa to, in pol pa sam porinemo skupaj v akcijo. Moram pa dele povedati še eno hitro zgodbo, ki se je zdaj zgodila. Punca je fantu kupila za, se pravi, 30. rojsten dan, se pravi, nove plavutke, pa na zgodbo na divje mu je organizirala, da smo šli loviti, se pravi, skupaj, se pravi, z Lunca Films, smo naredili eno tako divjo zgodbo in dec je bil res vesel, tako da, če gledata tole, legende sta, res sta legende. Nič, zdaj pa, da nam preveč se spet zagovoril, moram pičiti vodo, ne. Čeprav se mi nekaj sploh, tukaj sem len zadnje cajte, kaj je fuk sej. Ampak gremo! Puška. Mada roka danes tole. Ja, nova kamera, evo, da vidite to zgodbo. Zdaj imam pa spet tole, ta novo DJI šestico.
Včeraj mi je zajebala v rado eno 4-kilsko. Sem, ko vse skup neki pokač prav trapast. Res 4-kilsko. Tako v rado v življenju nisem videl, ampak ne vem, kva ga dele, tole matra spet. Zlomljenje. Jaz sem res en lajbek, tudi jaz več. Lajbek. In moram zdaj zamenjati hitro tale nosilček, da nam spet delo drame. Evo, več sreče, ka pamet. Najdel sem še en škos, ki zdaj sicer ne, ja, nekako bo tole funkcioniral sam. Ni pa to, mečkan višinski je, bom videl, kako bo tole res gleda. Kaj se da zdaj kamera? Mogoče pa še manj traslav, kaj pa vem. No, v glavnem, evo, nosilce zrihtan, safety je gor. Za zgodbo posnet bo, pa treba unga si dati, kaj ga imam skozi klasiko. Gremo v vodo. Vroče je kar pas že, ura je pa še 9. Te glebi so res stari. Evo. Penc. Jaz se moram pa slešiti, ne gledati. Ves sem strgan 5 mm neopren je zdaj že kaj, da je 3 mm. Tako da ker smo že pri ekstremotu, ne? Pazi zdaj to zgodbo. Zdaj vam bom pa povedal eno tako noviteto. Pogruntali so iglo, fleksibilno, prilagodljivo iglo. In to iglo sem jaz dobil dele, da vam jo tudi predstavim. Nisem si jo še uspel namontirati. Bom pa pol naredil eno zgodbo, da vam pokažem. Tu se vam res plača kupiti, olajšalo vam bo delo 100%. Več o tem še sledi. Tole bo zanimiv. Točno 2 uri.
pa pol. Ja. 2 uri pa pol izkupiček ribe. Je pa bilo nekaj, no. Tako da, večerja danes bo. Luštna orada, pa lušten pic. Hudo. Dobar bo, danes bo južna ta prava. To mi deli, no. Zmer takole, ko greš v vodo, upaš, da bo kaj, da bo saj za jest. Danes bomo laufali tisle roštilček, če bo delo, a ne? Če ne, pa spet jabolka jedel. Ja, nič, tole bo treba zdaj stehtati. Jaz vsako ribo stehtam, vsako napišem v razpredelenco, da imam konc leta, da vidim, koliko sem ujel. To je zgodba, veš. To mora biti en red, jaz pravim. Evo. Brez uradnega tehtanja ne pridemo nikamor, smo rekli. Tale pic mi je majčkan majhen. Zgledu je v vodi ful večji. Mutno je ful, nerealna mutna voda je zdaj te dni, jaz ne vem, kaj je to. Po moje zato, ker se je tako hitro dvignila tale temperatura vode in je tole noro. Ok. Pa da vidimo ta prve pica. O, dober. Lega, 390, 400 gramski pic. Pic ima 400 gramov. Caka, zdaj pa orada. Orada bi pa lahko bila pol kile. Ja. Pa je več, dragi moji, pa je več. Oradica ima pa 655 gramov. Ja. 655 gramov in to pomeni, da je to res una dobra porcijska. Porcijska riba je tam 350 gramov, tole je pa za požaruha, tazega, ki sem jaz. In danes se upekali, To je zgodba, Čas je za kavico sred dneva. Kaj je to dobro? Tu naprava kafetera, americano, da te strga čist do konca. Ampak, dragi moji, to ni samo navadna kava, ampak to je klepet ob kavi. In sicer, pazi zdaj to. Prejle sem vam obljubil, da bom predstavil tole zadevo, se pravi čist novo iglo, ki sem jo dobil v Extremotu. Extremo je trgovina, ki je res založena za podvoden ribolov od A do Ž. Če nimaš nič, prideš kaj, kupaš vse, ali pa če rabaš samo karkoli dokupati, prideš tja in ti znajo lepo svetovati in tudi v bistvu najdeš res vse, kar boš pač rabil za podvoden ribolov. Te goske se mi spet rekle zlata, ne. Upam, da boste kaj slišali. V bistvu boste ujeli, to vam garantiram. Igla je sestavljena iz 2 delov. Se pravi, ta pas, se pravi ta del igla, je takole, da se noter v etui ustavi in ti jo prav lepo drži, veš. To daš pa v bistvu na pas in ti, ki nosiš na pasu, je ona tako, naprej usmerjena. Se pravi naprej, ne. Da te ne moti, da ti napada ven in tako. Ta del je pa, tale mlinček, jaz pravim, je pa v bistvu pomemben zelo, ker je pa narejen tako, da ga ti navijaš na tako dimenzijo, kakršno pač rabaš. S tem, da samo le tukaj ima knof, pritisneš knof in potegneš ven štrikca, kolikor ga pač želiš imeti. Ta del pa pride v bistvu, če si predstavljate, na desno stran. No, zdaj lahko tudi skombiniraš leva, desna, sam jaz nosim tako, da imam to na desni. In da imamo zadaj lepo našponan. Potem pa pride to tukaj sem, do te igle,
In ti tukaj samo to zatakneš, si tako, iglo si gor, tako našraufaš. Takole, jaz sem si naredil en tak mal svoj patent, da ti napada dol in da imaš v bistvu tako, lej, sam zatakneš, cak, in imaš v bistvu noter, na tej strani imaš pa pripeto. In ti, kad daš ribo gor, samo daš ven, caka, riba gor, hopa, imaš jo že v zadnji. In samo tukaj, ko imaš ti to našponen, s tem mlinčkom, si samo majčkan popraviš, da ti lepo stisne na hrbet, da ti ne upletajo okrog ribe in vse to. Ne? Ta je res huda pogruntavščina. Ne? Sem pa naredil še en majčkan, en dodatek in sicer to je pa to. Ti v osnovi dobiš samo recva ta etui, pa tale mlinček. Ne? In zdaj ti moraš tako narediti, da ti gre riba gor, pa da pa to hitro snamaš tudi dol. Ko gre, naprimer, ko daješ ribo dol. In ti samo takole daš cek, daš takole ven iglo, hop, in si dal iglo dol. Si videl, to je res patent. In ti samo iz tega dela samo ribe stresaš dol v jacero. Fertik del. Simple je najboljši. Simple je zgodba za podvodni ribolov, to si zapomnite. No, pa da vam pokažem še kako v bistvu, če daš to na pas, si daš to lepo tako gor, da si naštimaš, koliko je treba, a ne. Itak sem sred vode pa na cajta, pa bom naredil tako, da si boste to znali najboljš predstavljati. Pa še celo to je, le kjero hudo fora sem naredila, ne. Ne rabiš niti dol dajati pa gor, ti sam snamaš pas, oziroma snamaš pas in ga lepo od tukaj s temi. Čakaj, da nam to zdaj spet odlomil, jaz, ki sem bolj lajbek. Evo ga nam. Super. Ful imajo klipe, plug and play sistem, no, jaz temu rečem. In to je tako, daš sam gor tole iglo in samo takole si jo stisneš, le, na klip gre, klip, hop, in imaš ti to gor, na pasu. Ok, zadeva je na pasu, noter zdaj pride igla. Oziroma, dajmo tako. Dam jaz še tole na pas. Dam jaz še tole na pas, da vi to vidite prikaz v živo. Zdaj pa sam moraš pač biti pazljiv, da prav obrneš. A jaz to zdaj prav obrnil. Tako, ja. Tako, čakaj. Pas je tako. Oziroma tako. Ok. Tlele stisneš in tako šiba ven. Navijaš pa tudi pol sem in je to pol tole prav, lej. Daš ga gor, hop, 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 hop. Evo ga. In to je vsa umetnost, dragi moji. Hop. Evo, jaz sicer si nisem to naštimal čist tako, da bo pač po meri. Je zdaj sam, glej, to si moraš itak našponati sem, ali pa si nekam bolj na pas daš na rok, ne. Igla, evo igla, gre okol, piči okrog, si jo naštimaš, takole, hop, še malo, evo tako. Še enkrat poudarjam, moraš se jo lepo naštimati, da ti ne bo na poto, da ne bo tako, jaz to dajem dele prav na hiter, samo zato, da je tehničen prikaz. In ti se jo tukaj zatakneš, ta igla več ne gre nikamor, glej, ozadji ti špona in ti samo stisneš knofak, si naštelaš. Ker imaš preveč, si samo, lek si mi še, bom sem si pripil. Ker imaš preveč, si pa sam nazaj si daš. In ker rabaš to mal, sam popustiš, hop, igla ven, cak, ribice, hop, hop, gor, cak v zadnji in samo poka, vola, patent hud, res. In to iglo si morate kupati, ker vam bo olajšalo delo v podvodo, vse šteje, to si zapomnite. Tako da, to je to. Evo, draga družba, zdaj sem pa glih nek sred dneva. Neki cajta je še ostal, kad danes itak sem rekel, toliko na izi sem si ga vzel. Ribe imamo, pekli bomo. Zdaj pa glede na to, da sem že v bistvu tukaj cak, moram tole zdaj zalaufati, cak. Da sem že čist tukaj, se pravi na Krku, moram iti pa pozdraviti našega Tarasa, pa našega Zupana.
če ne bi to rekla, da sem spet gypsy, a ne? Gremo! Yeah! Zdaj gre tudi po van! Sam broj, samo ima telefon. A imaš? A imamo, ajde, daj. Jebote Red Bulla. Pa to je zgodba. Družba, evo en lep pozdrav spet nazaj. In sicer, zdaj se pa v bistvu direkt sem se napotil proti Golemu otoku. Pozdravil sem zdaj tele naše kamerate. Sem prav vesel, da smo se spet srečali po dolgem času, evo. Žal bi mi bilo, če bi se kar ven pelil, a veš, moraš si vzeti čas tvoj. Zdaj pa zgodba teče v bistvu dalje. Ribe še kar čakajo, da grejo v bistvu na žarček. Jaz sem pa že na poti, se pravi med otokom Prvič in med otokom Grgur. Pred mano je Goli otok, tako da zgodba teče dalje. Skrbi me samo to, da ni zdaj preveč obljuden, se pravi preveč ljudi, da je gor. Tako da najdete moram eno hudo lokacijo za spanje, pol tudi, pa da zjutraj napadem direkt, da sem prvi v akciji. To je pol pomembno, ne? Tako da, zdajle bo čas vmes še za en kopanje, ozunj je 34 stopinj kaže, tako da voda pa nima zdaj spet nekaj tok, 22 stopinj. Zanimiv, klele se je v tem kanalu, noter se je mečkam pomešala. Ampak, lej, nima veze. To so sladki problemi. V glavnem, kurs je proti Golemu otoku. Vmes bo dele se mečkam zaustaviti, malo zafrišati se. Pa smo pa v zgodbi, bi se lahko rekli. Lej, to kaj je lepo. Mečkam da povem, tukaj je Grgur, Sveti Grgur. Tukaj je otok Prvič. Kle za temu se pa ne vidi. V glavnem za tem otokam bo pa danes prvi, oziroma nočna divje na Golem otoku, potem pa takoj zjutraj ta prav fishing. Zdaj pa se en tak lušten skok v vodo. Ja, ne bom čist sam, se pravi ena orang jahta, pa 2 daily boata, ampak presvala bo verjetno sam jaz pa tale jahta tukaj, tako da bo čist lušten, delem najdu sam en hud spot za, glej, orang mirna luka mi deluje, tako da posidram tole, pa se pa mečkam razgledam. Evo, takole družba. Skrit pred nevihto, oziroma ne pred nevihto. Za veterje sem najdel in sicer tukaj v tej uvali na Golemu otoku. Vezal sem se bočno na bokobrane, evo, takole tole zgleda. Tukaj jaz pričakujem eno mirno noč, čeprav bo kar dosti močno pihal, tukaj bo burja sekala. To je pa to. Zdaj bo pa že počas čas, sam še sonček majčkam dol pade. To še kar nažiga. Ful močno žge. Pol bo pa že čas počas za ono večer, da jaz te ribe spečem, tako kot se zagre. In to je to. Tukaj bom lahko zvečer še kaj naredil pametnega na laptopu in pa je dan okrog. Pa to je zgodba, no. Sam toliko piha, da sploh ne vem, kje kulo, da je ta roški. To je pa malo. Evo, več.
Caka. Evo, pečemo. To je zgodba. Na golem otoku, v tejle burji. Kam mogo to spet žarček pucati? Orada je fenomenalna. Glej to. Prav piko. Strašno. Prav piko pečena. Zdaj pa še tale picna vrst. Pol je po večerja narejena, glej to. Sončen zahod bo počas. Hrana, dobra. Plačaš božga. Skale zaspan, še malo pijan, pozabim na včeraj, ni nov dan, a pustiva si sled, medala na led, zamislim le na te, svakiva ova do konca. Evo sveže direkt iz tuša, zdaj pa en prelep sončen zahod, pogledajte to zgodbo. Piha pa kar hudič, tako da bo danes ena vetrovna noč. Zdaj pa hitro tukaj le sestavim še misco, da lahko še kaj danes naredim, da nam cel dan sam zapušaval, pa da me pol noč vzame. Družba, dobro jutro. Kakšna burna noč. Spet sem spal, sem čist na obroke, skozi sem preveril, štriki držijo, vse to pihale nerealno. In je skozi tkolega, skozi drma in nič od spanca. Tako da sem rekel, noč ura je 5, nekaj tazga. In se počas spravljamo akcijo. Zdaj moram pa sam še. Rekel sem, da si bom kavico skuhal kar sred vode. Tole je res klinec. Tele sem vezan in me pol sam nabija. Tako da čim prej bom stegnil ven, pa da pridemo en lušten zaliv. Ker tale burja tukaj pa nerealno. Evo ga, first morning coffee. In sicer sred vode, ker sem sam hotel se čim prej odvezati, pa čim prej pičiti na pot,
ker je bil tak veter in me skozi ob steno stiskal, dvigval gor dol in so bili štriki toliko napeti, sem rekel, to še počne nekaj. Glavna noč je bila res bedna, spal sem 3 ure pa pol, skozi sem skakal nekaj ven not, da sem gledal, pa butalje, nisem se naspal, skratka res slaba noč, tako da če sem zdaj s kavico, bom jaz malečkam popravil to zadevo. Pa naprej. Evo, zdaj sem že čist pri Hridih, oziroma pri teh Galebovih otocih, Golega otoka. Dragi moji, evo, rano jutro, že na sidru, ura majčkan, malenkost čez 6. Toliko je težko sidrati tukaj, je taka čudna podlaga, jaz ne vem. Zdaj bo treba nujno se noter potopiti. Pogledam, če je sider parjev, voda 21 stopinj, spet je padla, bom rekel, tam iz 25 prijetnih na 21. Zanimiv, kva se to hladi. Kar čez noč, bi rekel, ne vem. Ali pa je tle lokacija spet taka. Goli otok. Nič, ready steady, počasno potop. Ta prvi preverjam še sider, pa sam na polne bombe. Čekaj. Evo, družba, oblečen, zrihtan, prštiman za zgodbo. Koliko je osvežilna voda, ne moreš verjeti. 21 stopinj pa pol je tamle kazal na sondarju.
Evo, družba. Šarak pa urada. Tale šarak mora imeti ene 800. 800 mora imeti. Pa da vidim zgodbo. Gre se kar slečt. Hitro se ufrišati v vodo, ker je vroče kot pes. Da se slečam. Evo, družba. Zdaj pa uradno tehtanje. Uradno tehtanje pa čiščenje ribe. Hop, hop. Evo ga, 0. Uradica. No, lepa. 445, se pravi 450 gramov. 450 gramov, super. Evo, dam 0. Zdaj pa da vidimo tegale. Ja, koliko sem rekel, blizu 800. 755 gramov. 755 gramov, lepa. Evo, pa sem spet napokal čez 1 kilo ribe, če tako pogledaš. Po 2 urah, dobrih pa pol, 2 ure pa pol, pa je akcija. Zdaj pa čiščenje, druge ni. Čistimo ribo, ulala. To je najraje naredim kar prec, da jo dam pol lepo majčkan zmrzniti. In je to. Majčkan imam še leda lepo, in tudi včeraj, zdaj kaj je vroče v zuniji, je klele res vročinski val je. Po 37 do 39 stopinj je v zračje, tako da to je noro. Noro. Dam pa jaz ta prve en kofeč oknu, da bom pol lažje razmišljal, a ne. V glavnem, overview zgodbe. Overview je pa sledeč. Računi ostajajo neporavnani, videl sem pa 3 zobace, ampak nisem prišel dosti blizu. Oni pa tudi ne hmena, več to ne jebe žive sile. Ni se poklopal. Treba bo še prihajati in to je to. Sam nehat ne. Glej, tukaj je tak prijeten sonček, ura mi je prej pokazala, da bo čez dan 40 stopinj. 40 stopinj, oblekel sem si evga lunca hudi, oziroma lunca rešgard, da te sonce ne opali. To je zgodba, veš. Moraš biti preštiman na vse te vremenske pogoje. Zdaj sem pa toliko malo spal, ko sem se po noč to zabaval s temi štriki, pa guncanje, pa gor, pa dol, pa ni da ni. Res slabo noč sem imel, to kar še enkrat moram povedati. Je bilo res pestro. Zdaj sem pa tukaj na Golem otoku zaključil in zgodba me v bistvu ponesla nazaj v Mirno Luko. Pa malo počeliram in je dan okrog. Jutri moram pa že fotografirati poroko. Tako da se pol hmalo spet vračam nazaj v zgodbo. Tako je to. Ne moraš samo uživati, veš, moraš tudi pol kaj delati. Je pa lepo, lepa tak mir. Nobene žive duše nikjer. Morje se je čisto umiril, burja je ponehala, skratka top.